Pozdravljeni danes ob priložnosti ob Dnevu Afrike gostimo Grega Ulejna, doktorskega študenta na Univerzi Princeton, študira primerjalno književnost in v svojem delu se posveča študijam o gibanju neuvrščenih in pa o literaturah tretjega sveta. Z mano se bo pa danes pogovarjal o senegalskem pisatelju, pesniku in režiserju, ki velja tudi za očeta afriškega filma, Ousmane Sembenu, in njegovi knjigi Božje paličice, ki je izšla leta 1960. V slovenskem prevodu je izšla pri Mladinski knjigi leta 1980, sicer gre za dosti tako staro izdajo. V tej zbirki je pravzaprav išel tudi Šojinka, Ngugi, Alex Laguma, se pravi, da to je tudi nek čas neuvrščenih, ko so se te afriški klasiki pravzaprav kar nekako pogosto prevajali. Tako da gre v slovenščini pač za nek dragocen prevod. In jaz sem danes zelo nekako počaščena, da lahko ob Dnevu Afrike pravzaprav spregovorimo o neki knjigi, ki je pravzaprav, se pravi, že nekih 40 let nazaj prevedena in istočasno nadvse pomembna. Pa mogoče za začetek, Grega, hvala seveda, da si z nami in da se oglašaš iz Amerike. Mogoče za začetek poveva pač nekaj osnovnih biografskih zadev, ki so pomembno vplivali na sam opus avtorja. Kakor vemo, prihajajo pač iz nekega zelo skromnega ozadja, bi lahko rekli. Deluje pač pravzaprav opravljajo zelo take priložnostna dela, bil je ribič. Istočasno je pa pravzaprav vse te njegove življenjske izkušnje so zelo vplivale na njegovo pisanje. Pa mogoče v kratkih pač, ne vem, črtah nekako, kaj je pravzaprav zaznamovalo njegov opus. Ja, hvala za povabilo, Ana. Tako bi rekel mogoče začetek, Semben ni nikoli zaključil srednje šole. Bil je izključen po sporu z ravnateljem in je potem delal za očeta, ki je bil ribič. Kasneje je bil vpoklican v francosko vojsko v času druge svetovne vojne. In ko se je vrnil domov, je leta 1947 sodeloval pri tej slavni stavki železničarjev na progi Senegal-Mali, o kateri je potem tudi pisal v tem romanu Božje paličice. Zatem je odpotoval v Francijo, delal v luki v Marseju kot pristaniški delavec, tam v sklopu sindikata pristaniških delavcev se posvetil eni novi stavki, ki je pod okriljem francoske komunistične partije med drugim tudi ustavila pošiljko orožja v francosko Indokino in tako naprej. Potem je tudi napisal svoj prvi roman, Le Doquet Noir, Črni pristaniški delavec, recimo. Tako, in bi rekel, ta recimo njegove te zgodnje izkušnje res kažejo, kakšno drugačno pisateljsko in življenjsko pot je imel od literarne elite, kot jo poznamo iz imen afriških pisateljev, recimo Chinua Achebe, Mongobeti, Ferdinand Noyono, pa v severnoafriški književnosti Driss Shaibi, Taib Saleh in tako naprej. V glavnem vsi njegovi sodobniki, ki so študirali na kolonialnih univerzah, ki sta jih Anglija in Francija odpirali širom Afrike. Semben je bil na drugi strani totalen samouk. Njegova izobrazba v tem smislu je bila pravzaprav v delavskem boju, v boju proti rasizmu, v vstajništvu in govorjenju resnice oblasti. In bi tukaj dodal, da se to res kaže v njegovem pisanju tako oblikovno kot vsebinsko, da medtem ko njegovi sodobniki pišejo o temah, recimo odtujenosti od svojega jezika, od svoje skupnosti, od svoje zgodovine in tako naprej, se ukvarjajo z
hibridnim subjektom, uporabljajo modernistične postopke, imajo močne prvoosebne pripovedovalce z umetelnimi notranjimi monologi, ironijo in tako naprej. Ousmane Sembène ves čas ostaja zvest tej svoji delavski formaciji in nekem zelo občutljivem, ampak hkrati zelo borbenemu socialnemu realizmu. Sicer je dosti nehvaležno primerjati afriške avtorje mogoče z evropskimi, ampak mogoče če neko paralelo, dosti je podoben na primer Zolaju, gre za nek naturalistični stil in mogoče ta neka stavka, kakor v Žerminalu, ki je, se pravi, da tudi Sembène nekako kot središčno temo postavi to neko delavski razred in nekako celo knjigo osnuje glede središčne teme upora oziroma stavke železničarskih delavcev. Zakaj se ti zdi, da je pravzaprav ta knjiga tako zelo pomembna? Božje paličice, kot vemo, so izšle leta 1960, sicer povzemajo nekako, je neka fikcija glede na resnični dogodek, stavke, kakor si ti omenil. Tega leta je pa istočasno Senegal pridobil neodvisnost. Pravijo tudi, da je to njegovo najboljše delo, najbolj proslavljeno. Tako da, kako ti to vidiš? Kaj je tisti, kaj je to toliko dragocenega v tem delu? Ja, res bi tukaj jaz tudi počrtil to leto 1960. Na nek način bi težko rekel, da je ta roman ali kolonialen ali postkolonialen, glih zato, ker stoji na tem pragu dekolonizacije in v bistvu tudi zgošča ta smisel. Jaz bi rekel, da ja, da mogoče kot prvo, recimo, predstav to postkolonialno ali pa dekolonialno vizijo senegalske družbe z nekakšno izgradnjo države, ki se dogaja skozi to stavko. Delavci zasnujejo različne stavkovne odbore, sprejemajo odločitve z glasovanjem, v eni slavni sceni priredijo sojenje enemu kršilcu. In v bistvu nekako postavljajo nove zakone in razporejajo družbene vloge, ki temeljijo na neki drugačni filozofiji, hkrati povezani z določenimi vrednotami tradicionalne afriške družbe, ampak hkrati zelo moderni. Po drugi strani bi rekel, ta njegova mojstrska izgradnja kolektivnega subjekta. V bistvu mrgoli likov v tem romanu, neka množica literarnih oseb, ki niso tako jasno karakterizirane, kot smo mogoče navajeni literarnih oseb iz evropske književnosti, kar recimo je vodil nekatere evropske literarne kritike, da so to označili kot Sembènov neuspeh dobrega literarnega dela. Ampak jaz v bistvu to bi interpretiral kot njegovo nasprotovanje ali pa negacijo te ideološke konstrukcije individualnega subjekta, kot neka ideologija, ki je posledica evropskega razsvetljenskega humanizma in kapitalizma in kolonializma, ki sta ga pogojevala. Ta ideja posameznika, ki je racionalen, ki sledi svojim ekonomskim interesom, ki je spolno označen, gospodar razuma in si pokori naravo in tako naprej. Po drugi strani ta kolektivni subjekt kmetstva in proletariata v Božjih paličicah v bistvu predstavi množico literarnih oseb, ki, čeprav so posamezniki z svojimi notranjostmi, vseeno dobijo pomen samo znotraj svoje skupnosti. In tudi njihova posamezna dejanja
pravzaprav dobijo družbeno vrednost skozi to kolektivno delo. Tukaj recimo mogoče en paradoks romana vidimo v liku Bakajoka, ki je v bistvu neka skoraj božanska prisotnost, ki lebdi nad romanom, ampak hkrati je pa iz dogajanja skoraj polovica romana recimo izvzeta. In tudi ta njegova vloga je bolj kot v tem, da bi bil nek vrhovni vodja, ki usmerja dogajanje, je bolj ključno to, da recimo navdihuje delavce in da pravzaprav privede do nekakšne kolektivne nove zavesti. Pa recimo... Kar povej. Ja, pa recimo temu bi pa dodal, da je bistveno to dvojno gibanje znotraj zgodbe. Da na eni strani imamo moški štrajk, na drugi strani pa ta ogromen ženski marš. Da v bistvu, da medtem ko moški delavci poskušajo z bojkotiranjem dela in z pogajanji s svojimi francoskimi zaposlovalci doseči neke stvari. Na drugi strani dobimo to gibanje žensk, ki v kombinaciji te dve, pač v kombinaciji tega obojega, dobimo neko socialno ali pa socialistično vizijo dekolonizirane prihodnosti, ki pa ni izvedljiva niti na sam delavski boj, niti na rasni boj, niti na nek ozko začrtan, recimo, nacionalni boj. To združevanje skozi Zahodno Afriko ima nek širši panafriški prizvok. In na koncu tudi mogoče še zadnja stvar tega leta 1960, da preden se je dejansko nova postkolonialna oblast zasidrala, nam v bistvu pokaže neko to vizijo sveta, ki je pa zelo drugačna od bodoče družbene ureditve, kot jo poznamo z razvojem neokolonializma, kleptokracije in vojaških diktatur. To je pravzaprav tudi čas, v katerem pravzaprav vse afriške države grejo čez neko politično in družbeno tranzicijo. Stvari se spreminjajo, sicer počasi, ampak so neke spremembe. In me je bilo, na primer, zelo v romanu zanimivo, kako ta nek trg tradicionalne skupnosti in istočasno proletariata. In potem imamo na primer na eni strani človeka, ki pripada tradicionalni skupnosti in istočasno pravzaprav je nek upor proti kolonialnemu ustroju, ampak istočasno ta kolonialni ustroj se lahko manifestira ne samo v ljudeh in v ureditvi, ampak tudi v samem stroju. Se pravi, da je nek ta moment industrializacije tudi prisoten. Pa mogoče še kaj o tem poveš, kako ti vidiš te neke navidezne mogoče stvari, ki jih pravzaprav je težko misliti istočasno skupaj mogoče, ne? Ja, mislim, da sploh ta stroj ima eno zelo ambivalentno vlogo v romanu, da z razvojem kapitalizma pravzaprav v novi dobi začnejo deželi vladati stroji na nek način. Po eni strani to pomeni, da starejši marksističen poudarek, da o avtomatizaciji delavca in o njegovi odtujitvi od človeškega bistva in tako naprej. Ampak po drugi strani pa tudi ta industrializacija in proletarizacija ustvarita neke, recimo, objektivne pogoje za življenje in delo onkraj kolonialnega sistema. Tukaj je protislovje to, da potem francoska rasna nadvlada ohranja te stare vzorce. In jaz mislim, da se tukaj skriva tudi ena teorija osvoboditve skozi možnosti, ki jih ponuja ta stroj. Pa
bi tukaj nekaj citiral, sicer zelo impromptu preveden, ker nimam slovenskega prevoda tukaj v Ameriki, ampak se meni zapiše na neki točki, da so se delavci zavedli svoje moči, ampak tudi svoje odvisnosti. Tako da pravzaprav, ko postanejo, mislim, se nekako, kako bi rekel, nekakšni hibridni subjekti skupaj s tem strojem, sploh Bakayoko govori, kako njegovo srce utripa na ritem lokomotive ali pa ravno obratno, da tukaj potem se meni kasneje zapiše, da so, citat, začeli razumevati, da stroj iz njih dela nove ljudi in da upanje za novo življenje leži v stroju, ki ne pozna niti jezika, niti rase. Tako da res je tukaj ena ta smer, kjer stroj predstavlja ta nek mogoče naiven, marksističen romantizem tehnologije, da v bistvu kapitalizem sam proizvede okoliščine, v katerem se bo sesul. Ampak po drugi strani pa tukaj nekaj umanjka in sicer to je to, čemur bi recimo rekel pač moška sila napram ženski sili, v bistvu te njihove stavkovne zahteve po enakih plačah, kot jih imajo njihovi francoski kolegi, po socialnih in delavskih pravicah, kot so družinski dodatki in tako naprej, ki jih oni formulirajo v jeziku razrednega boja, kasneje tudi en tale predstavnik ali generalni sekretar stavkovnega odbora francoskemu direktorju reče, citat, vi ne predstavljate niti nacije, niti rase, ampak razred in njegove interese. To ni vprašanje Francije in njenih ljudi, ampak vprašanje delodajalca in delojemalca. Ampak kaj se zgodi pravzaprav, da te moški delavci, ki stavkajo, na koncu sami ne dosežejo ničesar, vsa ta pogajanja spodletijo in izkaže se, da edini revolucionarni subjekt so pravzaprav ženske in spremembe, ki proizvedejo neko novo zavest v njih, ampak tudi spremembe, ki jih potem one same proizvajajo v svojem delu. Ko sem brala, njegovo biografijo, je nekako bilo rečeno, da je bil zelo navezan na svojo babico in da je že takrat ugotovil, da ženske morajo biti nekako del družbe, pomemben del družbe in zdi se mi ful zanimivo, da ravno v tem času njegovega ustvarjanja pravzaprav Afrika gre čez neke, kot sem rekla, družbene spremembe in v tem družbenih spremembah v njegovi viziji so pravzaprav tudi ženske. In kot vemo, in kolonializem in ta neka obdobje dekolonizacije sta vplivala pravzaprav na strukturiranje družbenega spola in pravzaprav na neko spremembo. In mislim, da v tem knjigi pravzaprav ženske igrajo nekako centralno vlogo, kot si rekel, moški stavkajo in z njo pravzaprav stavko nič pomembnega ne dosežejo, čeprav posledice stavke se odražajo na otrocih in ženskah, dokler se ženske ne odločijo in stvari primejo v svoje roke. Kar je verjetno tudi najboljši del romana. Absolutno, ja. Mislim, res te zanimive, ne vem, šokantne scene, kjer se ženske upirajo, mislim, razno, po eni strani, recimo, uprejo se tako kompradorski eliti, recimo Ramatulaje, ki zakolje in skuha ovna tega svojega brata, ki ga v bistvu francoske kolonialne oblasti podkupijo, da sodeluje v ohranjanju statusa quo. Potem na drugem mestu se uprejo tako domači kot kolonialni policiji, ko preprečijo to aretacijo Ramatulaje kasneje, recimo obkoljejo francoske vojašnice, mislim, da na neki točki zažgejo neke barake, obkoljo
gasilski tovornjak in preprečeno res, da bi Francozi kakšne protiukrepe proti njim sprejeli. Potem pa se tudi uprejo recimo duhovniški eliti, ki jo predstavlja tam en podkupljen imam, in na koncu tudi recimo lokalnemu patriarhatu in tej gerontokraciji, tej v bistvu tradicionalni strukturi premoči starešin v afriški družbi. Tako da v bistvu, na eni strani imamo to pač prestrukturiranje družbenih vlog, na obeh straneh. Recimo ženske se prvič pojavijo v recimo javnem prostoru, moški recimo grejo iskat vodo, kar je recimo tradicionalno žensko delo. Ampak hkrati res, ta zgodbeni razplet, ki ni odvisen od sindikalnega boja kot takega, ampak potem centrira tudi ženske. Pa tukaj bi mogoče dodal, da je tudi, ko bereš ali literarne kritike ali recimo samo kratke obnove tega romana, vedno pravijo, da je tukaj ključna stavka, da je to roman o tej stavki. In mislim, da ta izbris tega ženskega elementa je tudi simptomatičen za zgodovinopisje, ki potem naknadno izbriše ženske, ki vedno sodelujejo v vseh revolucijah. In so tukaj pravzaprav nekako gibalo zgodovine, ko krenejo na ta svoj epski pohod od Tiesa do Dakarja. In v bistvu potem začnejo moški njim slediti, ženske vodijo, potem oni hodijo za njimi in imajo transparente, hočemo boljše plače in tudi med, ki nam ne morejo nič in tako naprej. Ja. Meni je bilo na primer v knjigi zelo takšen nek moment poleg tega zakola, pač tega kozla, ki je res pač zelo nazorno pokazan. Naprimer tudi moment, ko je ena izmed junakinj pač tega Bakayoko, ki je pač pravzaprav nekaka manifestira neko idejo, pač kako naj bi Afrika bila, pač ta nek antikolonialna ideja Afrike, ko ona njega vpraša, če bi se on z njo poročil, čisto samozavestno, Mislim, to mi je bilo tako res fascinantno, ona njega v nekem tradicionalnem, sicer v okviru poligamije, ampak ona ga nekako vpraša in on to njo tudi kasneje zavrne. Ampak tako ta moment mi je bil pa res tako nekako mi je bil res ljub, pač, samozavesten pač, z obeh strani. Ja, mislim, po eni strani je tudi ta simbolizem Bakayoka, kot bojevnik, ki nima časa za zasebno življenje, pa romanco, pa tako naprej. Pa po drugi strani pa tudi to vprašanje poligamije, ki je tukaj v tem romanu še zmeri sem ben malo ambivalenten do njega. Francozi recimo uporabljajo, mislim, za svojimi civilizacijskimi načeli pravijo, da poligamija je barbarska, ampak po drugi strani pa rečejo, ravno zaradi tega, ker ste vi, mislim, ker imate poligamijo, vam mi ne bomo izplačali teh recimo družinskih dodatkov, ki so načelo naše razvite civilizacije. Kasneje pa tudi ta mislim, pa sem ben nastop bolj proti tej poligamiji, recimo v tudi podobno slavnem romanu Hala, in v filmu, ki je tudi posnel o tem. Tako da je vsekakor imel res tako občutljivost do vprašanj spola, ki ga njegovi sodobniki pogosto niso. Zdaj, sem ben nekako velja pač primarno za očeta afriškega filma, veliko se je posvečal pač filmskemu ustvarjanju, čeprav je nekje izrazil pač nekako kljub vsemu uspehu, ki ga je doživel kakor filmar, je njegova prva ljubezen pravzaprav literatura. Za film se je odločil iz čiste neke praktičnega nagiba, da literatura enostavno ne doseže tolikih množic, kakor jih lahko, na primer, film v Afriki. Pa mogoče zdaj še poveš nekaj o njegovem filmskem ustvarjanju,
pravzaprav je kar precej znane. Ne? In mislim, da smo tudi v Sloveniji je bilo kar nekaj njegovih filmov na ogled in je pravzaprav nek avtor, ki se ga pač nekako ohranja v spominu. Ja. V bistvu verjetno zna biti, da ljudje, ko slišijo, kdor pozna Sembena, najprej pomisli na njega kot filmarja, kot režiserja. Ampak bi rekel v predgovoru k enemu kasnejšemu romanu, on zapiše nekaj, kar se mi zdi ful pomembno, reče, mene ne zanima, oziroma jaz se ne ukvarjam z teorijo afriškega romana, ampak se zgledujem po starih afriških običajih, kjer je griot, neka osrednja figura tradicionalne skupnosti, ki je potujoči pevec, pripovedovalec in hkrati tudi zgodovina, recimo priča zgodovinskim dogodkom, ki skozi ustno izročilo pravzaprav zagotavlja prenos znanja med generacijami in tako naprej. No, in Semben zapiše, da njegovo pojmovanje lastnega ustvarjanja temelji oziroma izhaja iz tega nauka, da on pravzaprav želi v vsem, kar dela, biti blizu ljudem in njihovim resničnostim. Po tej strani je tudi drugačen od večine, recimo, postkolonialnih afriških intelektualcev, in recimo sem pomislil tudi, ko sem razmišljal o tem, na Aimé Césaire, o komer je bilo govora prejšnji mesec, ki je tudi sam v bistvu v enem svojih govorov kasneje razvil idejo, da pisatelj ali pa recimo intelektualec mora biti v bistvu avantgarda afriške družbe, da vodi in usmerja, da je nekakšen inženir človeških duš, kot je to potem parola socialističnega realizma kasneje. Medtem ko Semben res želi ustvarjati za ljudi in z ljudmi. In zaradi tega tudi pravzaprav takoj, oziroma mislim, da kmalu po izidu romana Božje paličice, ugotovi, da je literatura na nek način luksuz v Zahodni Afriki, kjer je večina prebivalstva žal še vedno bila nepismena in da ne more doseči množice. In zato se je razmeroma pozno, mislim, da je bil že 40 let star, ko se je odločil za to spremembo kariere in se odpravil v Moskvo na filmski inštitut, poimenovan po Maksimu Gorkemu, če se tako sklanja. Kar tudi, mimogrede, ni bilo prvič, da je, recimo, po izidu drugega romana, mislim, da leta 1958 ga je Sovjetska zveza tudi povabila na en pomemben kongres afroazijskih pisateljev v Taškent, pod sponzorstvom Sovjetske zveze. No, in potem se je on usmeril v film kot ta nek vizualni medij, ki je veliko bolj demokratičen. Vizualna podoba, ki je bolj egalitarna in ki doseže širše množice in ki je tudi nekako logična posledica njegovega aktivizma. In tudi potem kasneje z filmom, mislim, da leta 1968 izšel film Mandabi, kar pomeni denarna nakaznica. Mislim, da je tudi posnet po njegovi prejšnji literarni predlogi. Je prvi film, ki ga posname v jeziku Wolof. Tako da res nikoli se ni zanimal za kakšno prepoznavnost ali pa kulturni kapital v zahodnem svetu, ampak je res vztrajal na tem, da je Afričan, ki dela za dobro Afrike in Afričanov. Ker je seveda zanimivo, da so filmi nekako izhajali v domačinskih jezikih, medtem ko je pa literatura predvsem napisana v francoščini. Ja.
Ja, mislim, to potem tudi odpira širša vprašanja, ne, ker so itak stalnica. V bistvu postkolonialne kritike pa tako naprej. Po drugi strani imamo enega podobnega orjaka afriške kulture Ngugija wa Thionga, ki je pa v bistvu ta prelom v bistvu hotel ustvariti znotraj literature, ne recimo s prehodom na drug žanr, ki se je odločil, da pač afriška književnost v evropskih jezikih reproducira določene ideologije in v bistvu, ne vem, formalne determinacije romana kot recimo evropskega žanra, če sledimo tej teoriji. Tako da ja, ne vem tukaj točno, kako je Sembène. Mislim, po drugi strani je tudi je tukaj tudi vprašanje, koliko si sposoben se vrniti oziroma se na novo naučiti in v bistvu na novo ustvariti pogoje pisanja v nekem drugem jeziku. Saj Ngugi tudi piše veliko o tem, da glede na to, da ni v domačinskih jezikih literatura pisana, da je on pravzaprav mogel izumiti nove postopke in v bistvu nove načine izražanja, da se lahko posvetil temu projektu. Moramo omeniti, da Ngugijevi romani so vsi prevedeni v angleščino, pač nekako sinhrono se prevajajo, pač kakor on piše v Gikuju, pač se istočasno pač se zadeve prevajajo, ker vsekakor pač je ustvarja nek dostop do vseh bralcev, ne samo zahodnega, ampak tudi drugih afriških bralcev, na vse zadnje. Ja, absolutno. Ja. Pa mogoče še omenila Sembènovi filmi, o katerih se govori, so pravzaprav vsi dostopni na YouTubeu z angleškimi podnapisi. Tako da, evo, če še kdo v karanteni, je to idealen čas za ogled teh filmov. Ja. Grega, bi mogoče za konec kaj dodala o knjigi sami? Mislim, pa bi lahko recimo, če pomislim na moment, v katerem govoriva zdaj, ki je sicer meni oddaljen z pregrado Atlantskega oceana, ampak recimo spremljajoč, kaj se dogaja v Sloveniji. In eni drugačni stavki, ki se mogoče odpira javni prostor na nek drug način, oziroma se bori proti nekakšni drugačni skorumpirani oblasti. Je Sembène zapiše v romanu, da za moške delavce je bila ta stavka šola, da za ženske je bil pa pohod šola v bistvu za neko novo življenje, za ustvarjanje drugačnih pogojev za prihodnost. Tako da mogoče bi tukaj rekel, potem lahko nekako zaključiva s pozivom z vsem stavkajočim in pa tistim, ki še ne stavkajo, da pravzaprav najdejo pač navdih v Sembènu in Božjih paličicah. Na nek način, ne? V redu. Najlepša hvala, Grega, za ta pogovor. Vsekakor vabljeni k branju knjige, ki jo pa žal pravzaprav lahko samo si jo sposodite v knjižnicah in mogoče ima še kdo iz neke stare zbirke nekje na policah iz leta 1980. Najlepša hvala.